Naslednja naša nastopajoča je magister Nataša Cankar, ki je mediatorka, ki je sicer v službi pri CSD Ljubljana, ki je članica upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije in dolgoletna mediatorka, tako pri sodišču, kot zdaj verjetno tudi pri CSD-ju. In nam bo predstavila te novosti, kaj se zdaj dogaja v CSD-jih. Andrej je izražil skrb, ali je ta skrb odveč, oziroma kako to poteka. Izvoli, Nataša. Lepo pozdravljeni, torej hvala za besedo. Naj najprej povem, da mediator sem res že od daljnega leta 2008, ko sem naredila izobraževanje pri društvu, tudi ves čas aktivna. In vmes sem bila že zaposlena kot strokovna sodelavka na sodišču, potem kot odvetnica, zdaj sem pa kot zastopnik v najtežjih primerih za varstvo otrok pred sodiščem, družinskim sodiščem na CSD-ju zaposlena. Tako da sem dejansko se srečala z mediacijo že pravzaprav z večjih vidikov. Najprej kot delavec na sodišču, potem v vlogi odvetnika in zdaj še kot človek, ki deluje na CSD-ju in se je neposredno potem, ko sem prišla na CSD, srečal z težavo, kako to povsem na novo vpeljati v center. To nalogo je namreč centru naložil šele družinski zakonik, ki je začel veljati leta 2019 in ravno v tistem času sem tudi jaz prispela v svojo novo službo. In neposredno po vpeljavi te mediacije na CSD smo se najprej srečali z dilemami, da družinski zakonik pravzaprav o mediaciji nima ravno bogatih določb. Ureja v 6 členih samo nekaj vprašanj, kdaj in kje naj bi se izvajala, seznam mediatorjev, kako se uvrstimo nanj, pogoji za mediatorje, statistiko pa nadzor, pa posebnosti v sporih otrok, katerim je to prvenstveno namenjeno. Malo bolj je zdaj ta pravila konkretiziral še potem kasneje sprejet pravilnik. Kljub vsemu je bilo pa ob vpeljavi ogromno dilem. Prvo vprašanje sodelavcev, rekla, je bilo čisto banalno. Ob novem vpeljavi našega novega sistema za knjiženje Krpan, kam to knjižiti, na kakšen način, kakšno mapo odpreti, kako jo nasloviti, kako to tehnično urediti. Ko smo ta vidik enkrat rešili, so se pa seveda odprla še številna težja vsebinska vprašanja in najprej smo se srečali z pomanjkanjem ljudi, ki bi pravzaprav poznali mediacijo na centrih. Ker konkretno na centru Ljubljana sem bila edini mediator s prakso jaz. Bilo je še nekaj kolegov, ki so pred tem opravili osnovno izobraževanje, 10 let prej približno, pa potem niso aktivno opravljali mediacije in so sicer poznali načela, približno vedeli, za kakšen postopek gre, niso pa poznali prakse in niso vedeli, kako zdaj ta postopek začeti aktivno uveljavljati. Tako da smo imeli na začetku najprej težavo, kje dobiti usposobljene ljudi in kako jih seznaniti z čisto tehničnimi poteki postopka, kaj jim ponuditi, kako. Precej časa smo iskali primerna izobraževanja in poskušali pač tudi spodbuditi sodelavce, da bi se vključili v ta izobraževanja. Neposredno potem smo se srečali tudi mi z dilemo, ne sicer finančno, ampak kadrovsko. To je bila namreč nova naloga, ki jo je centru naložil družinski zakonik, hkrati pa ni bilo predvideno, da bi za to nalogo tudi zaposlili dodatne sodelavce. Tako da smo ljudem ob njihovem delu naložili pravzaprav še zahtevne nove naloge, katere so se morali najprej šele na novo izobraziti, nismo jim pa dali za to potrebnega časa, niti dodatnih razbremenitev, dodatnih ur, nadur, česarkoli. Kljub vsemu moram reči, da smo uspeli z predstavitvijo postopka, z kvalitetnim izobraževanjem spodbuditi na našem centru veliko število sodelavcev, ki se je izobrazilo potem za mediatorje in aktivno vključilo zdaj v proces. To je 31 ljudi, imamo na centru Ljubljana, ki tudi zdaj aktivno izvajajo mediacije. Neposredno potem, ko smo začeli z mediacijami, so se pojavile tudi vprašanja, zakaj pravzaprav potrebujemo mediacijo, če imamo tako ali tako že svetovanje.
In je precej časa bilo namenjeno pojasnjevanju, da to je drug postopek. To se ne prekriva z svetovanjem pa z reševanjem pravzaprav sporov med zakonci, namenjeno je povsem drugačno, drugo strukturo, drugem fokusu in tudi drugemu poudarku. Zdaj, ko smo enkrat rešili te dileme in izobrazili ustrezno število ljudi, smo pa prišli do težave, da velika večina naših mediatorjev je dobro poznala svetovalno delo, precej slabše pa vodenje postopka in se je takoj, rekla, zbala, kaj bo, ko bo treba ta postopek zaključiti s sporazumom in ga seveda primerno zapisati. Poleg tega smo prišli tudi do vprašanja, kje bomo sploh našli ljudi, ki bodo imeli potrebno pravno znanje za zapis sporazuma, ki naj bi bil v čim večji meri pravilno sestavljen in napisan tako, da bo ga mogoče že ponuditi sodišču kot neko približno zaključeno rešitev. Ker tudi pravnikov, na žalost, je na centrih zelo malo. To dilemo smo rešili potem na tak način, da smo zaposlili nekaj večje število pravnikov, sicer tudi za druge naloge, ampak takih, ki so bili pripravljeni sodelovati tudi z mediacijami, in da smo oblikovali komediacijske pare. Torej, pri nas praviloma mediacije ne potekajo z strani enega mediatorja, ampak sta po pravilu dva. Eden za socialno-delavsko izobrazbo in se fokusira bolj na odnos, pa eden s pravno izobrazbo, zaradi tega, ker naj bi imel pač res usmerjen pogled na ta pravna vprašanja, na primeren zapis sporazuma, na pravilno oblikovan tudi končni izdelek. Tako da zaenkrat upam, da smo to ustrezno rešili. Prvi rezultati kažejo, da smo šli v pravo smer. Ker kljub temu, da smo odložili izobraževanje še zaradi korone za 1 leto, smo tako mediacije na Centru Ljubljana začeli izvajati šele v pozni pomladi letos. Smo imeli do sedaj že 31 postopkov, velika večina jih je še v teku, imamo pa že tudi 3 uspešno končane zadeve. In rekla, lahko se vseeno pohvalim tudi z določenim zaupanjem strank v naše delo, ker ko ponujamo mediacijo na Centru za socialno delo Ljubljana, pač praviloma rečemo strankam, da bo mediator določen iz strani naših mediatorjev, lahko pa predlagajo drugega, tudi zunanjega, če tako želijo. In v 29 primerih od 31 so se stranke odločile, da naj bo mediator kar iz centra. Se pravi, tudi neko zaupanje v znanje, ki ga imamo in v naše delo je prisotno. Druga zadeva, ki lahko tudi povem kot precej spodbudno, je, da velika večina mlajših strank, zlasti mlajših v zakonskih sporih, je že do neke mere osveščena mediacijsko, ali poznajo postopek vsaj od daleč, ali so se, preden se je začel njihov zakonski spor, pa potem težave z dodelitvijo otrok in z drugimi vprašanji, šle posvetovati z odvetnikom, pa jim je ta svetoval, da obstaja mediacija in naj poskusijo tudi s to, preden grejo v sodni spor. Tako da moram reči, da se zelo lahko zahvalimo našim predhodnikom, ki so vpeljali mediacijo na sodiščih in razširili to idejo do te mere, da strankam ni povsem neznana. Vedno več jih pozna in vedno bolj so tudi pripravljene konstruktivno sodelovati. Največja težava pri nas, na žalost, bom rekla, je bila ravno generacijska, ker velika večina odpora med sodelavci je bila res med starejšimi sodelavci, med mlajšimi ne toliko. Ampak kot sem rekla, tudi to smo uspeli res z kakovostnim izobraževanjem, pa s podporo, s seznanjanjem večkratnim precej priti. Tako da zdaj imamo kar lepo število izobraženih mediatorjev, tudi navdušenih, ustrezno za reševanje teh sporov, kljub dodatni delovni obremenitvi, in upam, da bomo šli po tej poti ustrezno naprej. Zdaj posvečamo precej pozornosti tudi kakovosti mediacij, tako da imamo oblikovan aktiv za strokovno vprašanje za mediacije. Poleg tega pa tudi intervizijsko skupino bo začela predvidoma delati še v letošnjem letu. Razdeljenih smo na več manjših skupin in bomo imeli recimo predvideno je tako, na vsakih nekaj mesecev tudi intervizijske posvete. Tako da upam, da s to ustrezno podporo pa z dodatnim izobraževanjem in pravzaprav tudi neko
kako naj rečem, pripravljenostjo za sodelovanje med sodelavci bomo vseeno uspešno nadaljevali z delom. Zdaj, glede na to, da imamo šele tako kratek čas vpleteno mediacijo, pri nas še ni prav veliko statističnih podatkov, res samo to, kar sem rekla, zaenkrat 31 sporov, od tega 2 zunanja, 3 sporazumi na centru in 1 pri zunanjem mediatorju. Velika večina ostalih zadev je še v teku. Se pa tudi mi srečujemo z temi zadevami, s temi težavami, na katere je opozoril prej Razgriv. Se pravi, tudi pri nas, kjer imamo le v 99% družinske spore, se zdi rok 3 mesecev precej prekratek za te spore, ker večinoma rešujemo veliko število vprašanj, zelo kompleksne zadeve in pri tem se pa srečujemo še z dejstvom, da seveda mediacija naj bi glede na tudi delovna obveznost potekala v delovnem času centra. Tako da stranke še težje najdejo čas, se prilagodijo, pridejo na srečanje, brez tega, da umanjkajo v kakšni službi in imajo zaradi tega težave. In tudi pri nas se redno dogaja, da nam zmanjka čas, temi 3 meseci pa poskušamo podaljševati, kar pa seveda ni najbolje z vidika hitre rešitve spora. Za druge centre po Sloveniji imam žal manj podatkov, moram reči, da mi je odgovoril zaenkrat samo eden, in sicer Center za Nove Gorice. Oni so začeli z mediacijo že 1 leto pred nami, se pravi v letu 2020. So imeli takrat samo 5 soglasij, potem v letu 2021 pa 11. Seveda gre tudi za precej manjši center, kot je ljubljanski, tako da tudi to vpliva. Imajo pa že tudi prve uspehe in sicer že nekaj sklenjenih sporazumov v letu 2021-2023. Pa malo drugače so si organizirali dodeljevanje mediacij zunanjim pa notranjim mediatorjem kot mi. Oni se občasno odločijo, da kar sami napotijo stranke na zunanjega mediatorja. Torej ne vztrajajo pri tem, da najprej ponudimo notranjega, pa če stranke želijo, naj grejo k zunanjemu, ampak lahko že sami dodelijo tudi zunanjemu. Tako da me zanima, kako bo še z razvojem naprej, kakšne bodo še razlike med drugimi centri po Sloveniji, ker očitno smo že pri teh prišli do določenih razlik, pa v katero smer bomo šli. Se pa absolutno zahvaljujem Društvu za kvalitetno izvedeno izobraževanje, ker moram reči, da res je veliko pripomoglo k pripravljenosti sodelavcev, da se začnejo ukvarjati s tem postopkom, da se dodatno potrudijo in najdejo še čas za to ob vseh dodatnih drugih delovnih obveznostih. Tako da zaenkrat smo še v fazi navdušenja, upam, da bo nekaj časa trajalo, pa da bomo med tem tudi z vso drugo podporo jih uspeli obdržati na neki ravni, dovolj zadovoljstva, da bo to šlo naprej tako, kot smo zastavili. To je bilo z moje strani vse. Hvala, Nataša. Center socialno delo Ljubljana je imel neskončno srečo, da si ti pri njih. To je, moram povedati, uvodoma. Potem pa seveda smo tudi mi pomagali s temi izobraževanji in prepričana sem, da pri vas bo to sledilo nekim kvalitetnim standardom. Mogoče sam za en še dodatek. Vedno je treba slediti tej evaluaciji, torej stranke morajo vedno dobiti možnost izpolniti ta obrazec anonimno in potem ta analiza podatkov mora biti opravljena, ker to, tako kot je že Nina od začetka povedala, tudi te priporočila Sveta Evrope zahtevajo, pa tudi nenazadnje pri sodišču smo vsa ta leta to delali in delamo. In tudi Barbara je takoj iz teh vprašalnikov marsikaj potegnila oziroma lahko pripomoremo s tem, da se sistem izboljša. Samo s tem se učimo in izboljšamo sistem. Drugač pomislek, zunanji in notranji mediatorji, mislim le, da bi se bilo treba prilagoditi strankam, stranke popoldne lažje pridejo, in tudi verjetno ni glavna naloga socialnih delavcev mediacija, ampak verjetno njihova, tako kot tudi sodniki ne smemo mediirati dopoldne. Mislim, da bi to bilo prav razmisliti v tej smeri, da so le socialni delavci
v službenem času namenjeni opravljanju svojih službenih nalog, popoldne pa še kaj drugega. Ampak gotovo so pa tudi drugi razlogi, in tam sem vesela, da je ta romantična faza tudi pri vas prisotna, da so se v bistvu ti novi mediatorji zaljubili v mediacijo in verjamem, da ko delaš s to voljo, da je to tisto pravo, da se mediacija prime. Potem pa bo že sistem popravljal se in seveda, ker je to v družinskem zakoniku in ker je brezplačno, se seveda bo prijelo. Tako da upanje je, da bo to šlo naprej tako, kot je. In res hvala ti za to in tudi za vse to delo, smo ti pri društvu namenili priznanje društva. Ne torej samo za CSD, ampak tudi seveda za delo v društvu in tudi tvoje mediatorsko delo pred tem. Hvala ti.